spoštovani gledalci in gledalke, ste bili danes že kaj na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Krasne novice imamo objavljene, med drugim, kaj lahko danes prebirate za ene novice, dajmo si pogledati. No, vsekakor o tem, kateri simbol prebudi naše starodavne moči in modrosti, pa tudi razširi zavest, kateri je ta simbol, več o tem lahko izveste, tudi kakšni so zdravilni učinki psov in mačk na človeka. Tega se sploh ne zavedamo, pa bi bilo prav, da veste, da boste bolj spoštovali hišne ljubljenčke, če jih imate, pa tudi kaj vaš kakec pove o vas. Zdaj se boste zgrozili, o čem pa govorijo. Ja, saj vsi kakamo, ne? In naš kakec veliko pove o nas in našem zdravju, zato je prav, da to veste. Pa tudi o tretjem očesu, o tatu, ki nikoli ne počiva. Kateri je ta tat? Kaj mislite? In pa kako s spolnimi tehnikami pomladimo ženske zaklade, ki jih mogoče stresno življenje tudi osušilo. Nad vse zanimive stvari, med drugim tudi preverite lahko, kaj vam svete sile sporočajo danes in mnogo ostalih stvari, tudi brezplačne meditacije. Vse to torej najdete ravno tam in srčno vabljeni, tudi informacije o dogodkih, kajti v mesecu novembru, pa zdaj vemo že za prvo polovico decembra, bo kar nekaj stvari. Še bomo dodajali, ampak trenutno so potrjena predavanja, torej Klepetova srečanje, kjer klepetamo v živo v Ljubljani. Tole je seznam za Ljubljano. In sicer z Marijo Ano Kolman bomo govorili o živi knjigi in živi etiki 10.11. ob 19. uri, s Tadejem Pretnarjem o instinktih in intuiciji na en tak čudovit datum 11.11. Za Urško Puš bomo imeli poseben večer pogovori z dušami, kjer bomo govorili o vseh teh stvarih, kako komunikacija poteka in tako naprej. In z Tadejem Pretnarjem imamo potrjen tudi datum 16.12. o energijah bivalnega prostora. Vsa ta predavanja so zelo težko pričakovana, tako da če si želite zagotoviti svoje mesto na katerem od teh predavanj, morate to storiti že zdaj. In sicer zelo preprosto, prijavite se ali na info@klepetobkavi.si ali pa enostavno pokličete, če nimate interneta, in sicer na 02, tole je naš telefon, 6200 230, torej 6200 230, kot tudi vse ostale informacije vam posredujemo z največjim veseljem. Hvaležna sem, da v oddajo Klepet ob kavi prihajajo zanimivi ljudje. Da govorimo o stvareh, o katerih se mogoče ne govori ali pa premalo govori. In če govorimo o tem, kaj se lahko zgodi, kaj so najbolj črni scenariji možni, kar so, je potem definitivno eden izmed teh ta, ki se je čisto zares zgodil moji današnji kolegici, ki je prišla k meni na kavo, in sicer Danici Stropnik. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lep pozdrav. Najlepša hvala, da ste se ne samo odzvali povabilo, ampak da ste pripravljeni govoriti o vseh teh stvareh in o črnem scenariju, ki se je zgodil vam. Kaj je bilo tisto, ki vas je tako zelo zaznamovalo? Zdaj je že 6 let od tega črnega dogodka, čeprav v tem trenutku, ko pač drugače gledam na stvari, mu na nek način ne dajem več črn dogodek, ker je prinesel za mojo dušo, vsaj za mojo, nekaj tako dragocenega, da sem našla svojo dušo. Oziroma prvič začutila svojo dušo. Pa vendarle kot osebnost tega ne morem reči, ker je le kruta izguba, se pravi, izgubila sem svojega sina na najbolj krut način, v prometni nesreči. Tako da osebnost tega ne more trditi. Nekje globoko v sebi moja duša, ki pač je večna, pa čuti to veličino tega dogodka, ki me je na nek način že pripravljala na ta dogodek. Koliko je bil star sin, Aleks? 17,5. 17,5. A pa danes govorite o tem, da ste ga izgubili, da ga ni več, ali govorite o tem, da je samo odšel, oziroma da je še vedno tu, ampak v neki drugi obliki? Tako. Če gledamo z fizične perspektive, njegovega telesa res ni več, njegove osebnosti
ne morem se ga več dotakniti, ga objeti, kar si pač naša osebnost želi, se pravi naš ego si tega želi. Ko sem se pa odprla tej duši, tem, bom rekla, skozi meditacijo sem pa začutila njega, njegovo energijo, tako da skozi ves ta proces, ko sem ga pač v teh letih skozi meditacijo prakticirala, sem pa začutila njega in je na nek način skozi ob meni. Vsaj takrat pač, ko si ga zaželim, da me spremlja. Kaj se vam je dogajalo v sanjah? Ste ga srečevali tudi v sanjah? Ste imeli kakšno komunikacijo? Že na začetku sem si zelo želela, da bi mi dal kak znak. Pač srečala sem se s knjigami, ki so mi nekako dale neko znanje, da se da spostaviti stik z dušo umrlega. In potem me je pot vodila, da sem šla na tečaj medijstva, ravno zaradi tega znanja, da si ga pridobim, da bi mogoče lahko tudi sama vzpostavila stik s pokojnim sinom. In na tak način sem potem v sanjah dobila neke znake. Pojavil se mi je v sanjah in mi rekel, vse je v redu, z menoj je vse v redu. Seveda se tukaj vmeša ego in si misliš, da si vse izmišljuješ, nek tak zoprn glas. Kaj si domišljaš, ne? Tako, da si vse domišljaš, pa vendarle je bilo to toliko resnično, sploh ene sanje, ko sem prosila ga, že prej sem ga večkrat prosila, pridi še prosim, samo enkrat pridi in me objemi, da se posloviva in resnično se je to zgodilo v mojih sanjah. Prišel je, me objel, tako da sem še zjutraj čutila ta objem, ki je bil izjemno resničen in me je pomiril do te mere, da se je začela celiti moja rana. Kdo vam je zaupal novico, da se je ponesrečil in umrl v prometni nesreči? Bila sem v službi in me je klical moj mož. Smo bila pač na vezi skozi, kaj se z najnimi otroci dogaja. Tako da je bil prvi ta klic od mojega moža. Kakšen je bil tisti prvi trenutek? Verjetno se ne zavedaš povsem, kar si ravnokar slišal, hočeš, ne vem, mogoče misliš, da celo sanjaš, da to ni res. Zelo zanimivo je bilo, ker mi je mož samo sporočil, fanta sta imela nesrečo. Ampak ne vem, zakaj sem tako burno odreagirala, ker niti nisem vedela, v kakšni obliki se je zgodilo. Nekako v srcu sem začutila, da je nekaj hudo narobe. Tako da ja, je že v tistem trenutku nastopil šok. Šok, ko ne moreš govoriti, ko ne veš pravzaprav niti za okolico, za sebe. Koliko časa pa potem trajalo, da ste prizemljila to novico v tem smislu, da ste mogoče ugotovila, to se zares dogaja? Ja, takrat je pač zmeda, ljudje prihajajo, niti se ne moreš toliko posvetiti sebi, se pravi, se dogaja kot nekako v nekih sanjah. Pa vendar, ko smo se že pripravljali na pogreb, sem se usedla sama v svoji sobi in takrat sem nekako začutila nek mir, nek objem, ki mu niti nisem znala dati, nisem vedela, od kod prihaja, ampak me je v tistem trenutku toliko pomirilo, da sem lahko funkcionirala in tudi neko notranje vedenje, da je vse tako, kot mora biti. Ne sprašuj, zakaj. To sem si najbolj zapomnila, to notranje vedenje, ne sprašuj, zakaj. Katere knjige? Prej ste govorili, da ste kar nekaj knjig prebrali. Katere ste prebrali? Katere so vam pomagale? Na začetku, bom rekla, mi je ena ženska, brez da bi jo karkoli prosila, prinesla knjigo Pogovori z nebesi in pa Zdravljenje žalosti. Pogovori z nebesi od Kristi? Od tega Van Prak. Poznam. Ja. In to je bilo pravzaprav prvo moje srečanje s temi
temami. Sploh? Sploh s temi temami, ker jaz sem živela, bom rekla, svojih 40 let do tega dogodka zelo prizemljeno. Zelo, bom rekla, sploh nisem razmišljala o tem, o te Da je še kaj več, ne? Bom rekla, ne razmišljaš. Ne? Kljub temu, da sem bila krščansko vzgojena, pa vendarle sem to na tak, bom rekla, bolj otročji način si razlagala vse skupaj. Če si dober, imela sem se za neko povprečno žensko, ki skrbi za svoje otroke, res tisto najbolj možno ljubeznijo, ko jo mati zna, da se ti kaj takega niti ne more zgoditi. Tako sem naivno razmišljala. No, potem pa se nekaj takega zgodi in ja, takrat sem se prvič potem srečala s temi temami, o katerih tudi v teh oddajah govorite. Vas je poklicalo vse to. Mora biti, takole razmišljam, niti predstavljati si ne morem občutkov, bolečin in nasploh trenutkov, ampak predstavljam si, da je verjetno človeku, ki misli, da je to, materialni svet, da je to vse, kar obstaja, toliko težje, ko se zgodi nekaj takega, ko nekdo od naših bližnjih recimo odide. Ker dejansko živijo v prepričanju, ni ga več, ne obstaja več. Izgubili smo ga. Dejansko, če se zavedaš, da gre samo za, da nek konec prinese novo življenje in da gre za spremembo neke druge oblike, recimo, da lažje ti je verjetno, če se tega zavedaš, ne? Sigurno, če bi, kljub temu, da sem verovala v Boga, ampak resnično sem si pač po svoje interpretirala zadeve, ne vem, ogromno strahu je bilo v meni pred smrtjo. Skozi sem imela s tem probleme in tudi zaradi tega težko živela. Imela neke panične napade, skratka, zelo sem se bala kakršnekoli nesreče, ker se mi je zdelo smrt, ne vem, da je resnično toliko kruto za nas, da težko preživiš sploh otroka, sploh nekoga, ki imaš toliko rad. Recimo, sprijaznila sem se s tem, starejši umrejo, ne, po tej poti logični. To mi je bilo nekako razumljivo. Na tak način, recimo res takega mladega človeka, se mi je zdelo, da skoraj ne moreš preživeti. Po tej izkušnji, ki je odprla nov svet, nove dimenzije in danes pomagate drugim v podobnih situacijah v društvu, ki ste ga ustvarjali, v društvu Sočutje, se danes bojite smrti? Ne. Ne, danes imam povsem drugačen pogled na vse. Tudi, bom rekla, en delček, takrat v nesreči, en delček energije, tako pač jaz čutim, je odšlo z njim. Tako čutim, da je nek del mene v tem duhovnem svetu, ker sem spostavila s sinom ta kontakt. En del njegove energije pa tudi čutim, da je tukaj prisotna. Ker se je moje življenje toliko spremenilo, tudi moja osebnost. Jaz sem bila drugačen človek, kot sem sedaj. Dosti bolj, bom rekla, sem se držala zase, bila zagrenjena v teh bolj nefajnih energijah. Zdaj pa najdem to radost, takšen, kot je mogoče bil moj sin, vesel, razigran, sploh se ni obremenjeval s tem, da se mu bo kaj zgodilo, ker meni se je zdelo, da on je bil navihan in neustrašen. Preskrben, v meni pa toliko lahkoten. strahu, tako da bom rekla, ja, kot da smo si malo izmenjala energije, da lahko jaz lažje živim. No. Bi lahko rekla, da ste imela dušni dogovor? Na nek način ja, ker že pred nesrečo sem imela določena videnja, ki so mi bila nerazumljiva. Se pravi, sebe sem mogoče že vsaj 1 leto prej videla v nekih črno oblečeno, da me ljudje objemajo, da sočustvujejo z mano. To so se mi dogajali neki taki filmčki v glavi, tudi v budnem stanju. Recimo, da sem poslušala kako nezanimivo zadevo, pa se malo oddališ od tega in so se mi pojavljale te slike, te črni scenariji. In si jih nisem znala razlagati na drug način, kot da bom pa mogoče jaz mlada umrla. In je še potenciralo moj strah.
še slabše je bilo moje življenje. No, po nesreči, ko pač zlagaš te zadeve, te puzle, mi je pa na nek način si razlagam, da me je duša pripravljala na to pot. V rokah držim en osnutek, oziroma ne osnutek, pravzaprav že lektorirano, pripravljeno gradivo za knjigo in privoščim vam, da jo seveda izdate, ker se mi zdi, da bo v pomoč marsikomu, ki se sooča s takšno izkušnjo v življenju, ki je vas dvignila. In pri temu se me je najbolj dotaknil tale stavek. Aleks, hvala, ker sem lahko bila tvoja mama. To sem pa spontano izrekla, ko sem se od njega poslavljala, ko sem še njegovo fizično telo, ki je že ni bilo več tukaj, v njem duše, držala za roko in to je prišlo iz mene. Bom rekla, še samo sebe se mi je zdelo, da ni to moj glas. In kot sem prej omenjala, jaz nisem razmišljala na tak način, kot danes razmišljam. Takrat sem pa že čutila, da se me je izbral za mamo in sem bila na nek način počaščena in še vedno sem, da se me je, ker je bil en velik moj učitelj. Kljub mladosti, kljub temu čutim, da je to ena stara duša, ki me je prišla učiti in spremljati to življenje in mene spremeniti. Zato sem mu toliko hvaležna. Hvaležnost, čutiti hvaležnost v takem dogodku, to zmorejo samo veliki ljudje. Kaj danes lahko svetujete vsem tistim, ki se v življenju soočajo z izgubo koga bližnjega? Da začneš gledati to širšo sliko, kaj je naš namen tukaj na zemlji, da res je zemlja, jaz jo pač zdaj predstavljam kot učilnico, na katero se pridemo učiti in prihajamo, odhajamo in da to ni več, ni nek bav, nek strah, kljub temu, da seveda boli, ko ti izgubiš nekoga, ki ga imaš neizmerno rad, seveda boli, tudi prav je, da boli, ker ljubezen je, žalovanje je cena za ljubezen. Pa vendar svetujem vsem, da stopijo na pravilno pot žalovanja. Da odžalujejo, ampak potem pa tudi se ozdravijo. Kakšna je pa potem ta prava pot žalovanja? Da si vzameš čas, da odžaluješ, da čutiš to žalost. Vi ste veliko časa v samoti, želeli ste si samote. Da prečiščuješ to žalost. Se pravi, malo sem si pomagala s to čustveno lestvico. Recimo žalost je tudi čisto na dnu te čustvene lestvice. Se pravi, najnižja vibracija. Najnižja, ja. In je dobro, da se žalujoči to zaveda. Prav je, da si tam, oziroma normalno je, da si tam, pa vendar je smiselno, da potujemo že zaradi spoštovanja in hvaležnosti do pokojnika, pokojne osebe, da napredujemo po lestvici navzgor. Pokažite, kje ste danes v tej lestvici? Če se zelo potrudim, sem zelo visoka. Na prvi. Ja. Iskrene čestitke, najlepša hvala za tale pogovor in predvsem za vašo iskrenost. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, dajmo vsi danes kakšno lepo misel, da pride tole delo tudi v tako konkretno obliko in da bom lahko ravno tole knjigo postavila tamle med vse svoje ostale knjige. In veliko nasvetov ste lahko danes slišali, ampak kaj lahko uporabite že ta trenutek, bodite hvaležni, razmislite malce, za katere stvari v življenju ste hvaležni in pomagamo vam lahko tudi na takšen način, da še kaj preberete, mogoče na www.klepetobkavi.si. Tam lahko najdete mnogo koristnega in uporabnega. Naj vam bo svet lep in imejte se radi.